Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, tudi v tokratni tedenski izdaji. V njej, kot ste že navajeni, povabimo v studio kar nekaj gostov, vsak zelo zanimiv na svojem področju. Danes pa kot prvo gostjo pozdravljam nekoga, ki ga boste morda uvrstili, ko ga boste videli v malo drugačno panogo, bolj športno. Lucija Polavder je z nami. Lucija, živjo. Živjo. Ne bova zdaj govorili o tvojih uspehih, o tvoji športni karieri, o tem, kaj pripravljaš za naprej, ampak si danes v eni drugačni vlogi. Tisti, ki nas spremljajo, se te bodo spomnili še iz prejšnjega leta, pa predpreteklega leta, v vlogi ambasadorke, na nek način lahko rečem, Društva rejnic Celjske regije. Ja, res je. Danes sem tukaj pač v malo drugačni vlogi, tudi počasi sprejemam tudi kakšne druge naloge še, ne samo športne, tako da pač pomagam pri organizaciji dobrodelnih koncertov. Predvsem sem zdaj osredotočena na Društvo rejnic Celjske regije, ki bo letos že 10. organiziralo dobrodelni koncert. Lucija, niso te izbrali kar tako za neko znano predstavnico. Ti se poznaš, kako je, ne bom rekla biti v rejništvu, ampak nekako živeti v družini, ki ima rejniške otroke. Tvoja mami recimo je sploh po naših koncih tudi zelo poznana, pa gospa Simona tudi. Malo nam oriši vse skupaj in kateri so tisti glavni akterji. Ja, res je, da nisem pač prišla v to društvo in bila tudi izbrana za častno članico društva kar tako. V bistvu že nekako sem 20 oziroma 25 let nekako del tega rejniškega sveta. Tudi doma imamo še vedno v reji eno deklico in tako sem tudi na tak način pač stopila v stik z temi gospemi, ki seveda so v tem društvu. Kaj pa recimo, kakšno je poslanstvo društva? Morda v par besedah, če nam orišeš, kaj društvo počne, poleg tega seveda, da organizira takšne dobrodelne koncerte? Ja, predvsem pač v rejo vzamejo otroke, ki jih nekako lastne družine oziroma starši iz vseh različnih razlogov pač enostavno ne morejo vzgajati in pač te družine vzamejo otroke za svoje in jim v bistvu njihovim staršem pomagajo pač pri vzgoji njihovih otrok. Se pravi, da vstopijo v odrasli svet z neko dobro podlago, ne? Ti kot otrok mame, ki tudi vzgaja rejniškega otroka, kako si se počutila? Si rekla, da si že 20-25 let, že poznaš takšne zgodbe. Si kdaj občutila, ne vem, je bila kdaj kakšna razlika, kako si odraščala skupaj z rejniškimi otroci? Še to te hočem vprašati, recimo, težko je potem, ko odidejo, ker to ni za stalno, da bi skupaj odraščali 20 let. Mogoče res na začetku, ko sem bila še mlajša, pač najprej sva bile samo s sestro in ko sta prišla še dva otroka, enostavno je bilo malo tisti šok. Seveda, vse, kar se je prej delilo na dva, je bilo potem trebno deliti na 4. Mogoče tudi ene parkrat nismo šli na morje in to. In kot otrok mogoče sem to malo težje sprejela, ampak potem, ko sem odrasla, ko sem videla pač, ko smo se z otrocem povezali, smo se pač bili kot brati in sestre, nismo več, pač nobene razlike ni bilo in res smo živeli pač v eni taki srečni družini. Je pa res, da zdaj sta se že oba dva odselila, ker sta oba dva že odrasla in ker se vračata nazaj, imamo stike in tako da smo ob praznikih ena res velika družina. No, lepo. To je zelo lepo. Verjamem pa, da je tudi tisti čas, ki ga preživite skupaj, res, kot si rekla, sploh ni nekih razlik, kar je seveda edino pravilno. Lucija, danes smo te povabili k nam tudi, da nekaj več poveš o tem dobrodelnem koncertu, ki ga pripravljate, že 10. je po vrsti. Gre torej za dobrodelni koncert Srce, sonce, morja, ki ga organizira Društvo rejnic Celjske regije.
Kaj, na primer, bomo lahko videli na tem koncertu? Kdaj bo koncert? Kdo nastopa na njem? Ja, koncert bo v nedeljo, že to nedeljo, 12. aprila, na osnovni šoli Ljubečna. Ob 16. uri se bo odvijal, nastopajo pa zelo znani ansambli, kot so ansambel Spev, Natalija Kolšek, Vikend, ansambel Štrajk, pa Vrh, Ognjeni muzikanti, ansambel Trobentica, ansambel Mika Nas, potem ansambel Banošek z orkestrom, pa 5+ band, godba Ljubečna z mažoretkami in pa folklorna skupina Navihanček, tudi ena plesna šola, Blue Butterfly nas bo obiskala, tako da program bo zelo, zelo zanimiv in pester. Tako kot vsako leto doslej. Leto že torej 10. Zanimivo pa je, da niste vsakič na istem mestu, ne? Gre za Društvo Rejnic Celjske regije, kar pomeni, da se verjetno gibljate po celjski regiji, ne? V Grižah ste že bili. Ja. V bistvu je ta koncert sestavljen tako, da se vsako leto selimo iz kraja v kraj, v bistvu, da se ne obremenjuje istih ljudi in da se vedno seli nekam drugam. Letos smo po, ne vem, če je že sploh kdaj bilo, prišli po 10 letih v Celje, drugače smo bili pa v Žalski občini, pa lansko leto v Šentjurju, pa še prej, v bistvu se vsako leto prestavimo v drug kraj. Zato tudi, da lahko ljudje, tisti morda, ki nimajo možnost prevoza, pridejo, ne? Tako. V določenem kraju, ki stanujejo. Rekli sva, da gre za dobrodelni koncert. Komu bodo namenjena sredstva, ki jih boste pobirali s pomočjo prodaje vstopnic? Tako. Sredstva so namenjena izključno letovanju teh rejniških otrok v Izoli, kamor se jih tudi vsako leto odpelje na letovanje. Zdaj, izkupiček je seveda vsak tolar dobrodošel. Pač nekateri so malo slabše finančno podprti, drugi malo bolj in zaradi tega se pač organizira ta koncert. Na ta način lahko tudi drugi pomagajo, ne? Da recimo tudi, če nimajo sami rejniških otrok, da jim pomagajo do lepšega življenja, ne? Dejansko vsak otrok si želi na morje, marsikdo verjetno sploh še ni bil, ne? In potem tisti pogledi, nasmehi, ne, iskreni, poplačajo vas trud. Največ, to so tisti mravljinci, ko jih dobiš, ko vidiš zadovoljstvo otrok in tudi zaradi tega sem se odločila, da pomagam, ker to ogromno pomeni. Dobro veš, kako je, ne? Lucija, morda še kakšna prodajna mesta, vstopnice se namreč dobijo tudi v predprodaji? Tako. Vstopnice se dobijo po ceni 8 € v predprodaji v tajništvu osnovne šole Ljubečna, v pizzeriji Limbo Ljubečna, trgovini Kea Ljubečna, na izletniški kmetiji Mernik, potem gostilna Medved Škofja vas in pa seveda tudi 1 uro pred koncertom, tam pa bodo potem po 10 €. Lucija, morda še za konec naše gledalke, gledalce v tole prvo kamero povabiš vse, naj pridejo na osnovno šolo Ljubečna, naj se udeležijo koncerta, naj s tem prispevkom pomagajo torej otrokom. Vi jim absolutno zagotavljate eno prijetno druženje, recimo Klobase ko v Pepi, ne, bo povezoval vse skupaj, gre za znanega humorista, ne, ki ga poznamo, pa kot si naštela odlične skupine. Ja, sigurno bo koncert izredno zanimiv, poln dobre volje, smeha, ne bo manjkalo, tako da vabljeni v nedeljo ob 16. uri na osnovno šolo Ljubečna, tudi ansambli in ves program bo nepozaben. Tako kot bo nepozabno tisto, kar bodo potem otroci doživeli, ko bodo na morju, to je pa tudi tisti glavni izkupiček vsega tega, ne? Ja, seveda. Lucija Polavder, hvala lepa. Veliko športnih uspehov, seveda ne moremo mimo tega, ne? Lepo nadaljuj svojo pot, kakorkoli se boš že odločila, predvsem pa še naprej bodi tako srčna kot si. Jaz verjamem, da so te dame v Društvu Rejnic Celjske regije izjemno vesele, da te imajo zraven, tako da ti si pa še vabljena v naš studio, absolutno, da še kakšno njihovo dejavnost predstaviš. Hvala. Srečno.
Tako, mi pa od čudovitega koncerta, na katerega vas torej vabimo v nedeljo na osnovni šoli Ljubečno, o katerem smo pravkar govorili, pa če boste imeli kakšen trenutek, seveda se lahko oglasite tudi na praznovanje 60. obletnice ribiške družine. Kaj in kako izveste v nadaljevanju. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, zdaj bomo šli pa loviti ribe in potem kazali, kakšne smo ulovili. No, ali pa o tem ulovih povprašali člana ribiške družine Celje. Z nami sta predsednik ribiške družine Celje, gospod Štefan Zidanšek, dober večer. Večer. In pa predsednik nadzornega odbora ribiške družine Celje, gospod Roman Gracer, dober večer, Roman. Tudi z moje strani dober večer. Zelo zanimiv pogovor, verjamem, da, ampak najprej mi res povejte, no, a ribiči vedno take ribe ulovite? Res je, če pogledamo na naše Šmartinsko jezero, pravzaprav biser, ki se ga morda Celjani, pa še širša javnost ne zaveda, potem moram reči, da so v jezeru res kapitalne ribe. Mi imamo zdaj rekorde v Sloveniji 36 kil krapa. To je res velik krap, ne? Ja. Potem imamo preko 70 kil soma, čez 2 metra 15-17 dolgega in če si zamislite 2 metra ribo ven dobiti iz vode, potem ni to tako enostavno, ne? Gre to vse ročno ali so že kakšne mašinerije prisotne? Športni ribolov je ves ročen, ne? No. Športni ribolov je ves ročen, tem je tudi čar tega lova, ne? Tako. Ja. In že 60 let obstaja ribiška družina Celje. Gre za izjemno uspešno družino, poznano tako po Sloveniji kot tudi drugod. Udeležujete se seveda raznih srečanj, tekmovanj, vsega. Zelo ste poznani. Tudi nekaj slik bomo potem malo kasneje pokazali na naši kameri. Ampak vrnimo se. Leta 2012 ste praznovali 60. obletnico. Takrat ste, gospod predsednik, že bili tudi pri nas v studiu, ko ste malo povedali, kaj vse ste pripravili v sklop tega. Pa nam malo povejte, kaj se je z ribiško družino Celje dogajalo v vseh teh 60 letih? Kako to, da ste obstali tako dolgo in kako to, da ste še vedno tako uspešni? Ja, jaz bi najprej rekel, da se zahvalim za povabilo, da vam predstavimo oziroma tudi širši javnosti delo naše družine, kar je tudi naša naloga, glede na to, da želimo pridobiti čim več mladih ljudi, mladine in tako dalje. In zaradi tega tudi dajemo na promociji kot ribiška družina precej, ne. Namreč v 60 letih družina, veste, je leta 1652 postala iz ene ribarske zadruge in ta družina se je iz leta v leto širila, tako da letos imamo preko 360 članov, kar pomeni, da je ena najštevilčnejših družin v slovenskem prostoru. In zahvaliti se gre tudi temu, da imamo, bom rekel, tukaj reko Savinjo, ki je čedalje bolj čista, kar so pripomogle predvsem občine, ki so s čisilnimi napravami to zagotovile. Potem imamo biser, pravzaprav eno največjih jezer v Sloveniji, to je Šmartinsko jezero. Pa moram reči, da morda se nekateri sploh ne zavedajo v Celju in širši okolici, kaj pomeni to jezero, ne. Jaz verjamem, če bi bilo to kje drugje, da bi to bilo že davno bolj urejeno in tako dalje. In mi ribiči se res trudimo, da bi na tem jezeru prikazali, bom rekel, tudi iz turistične stvari pomembnost tega jezera, ne. Zato z raznimi promocijami in tako dalje vabimo na jezero ogromno turistov, dnevnih ribičev, poleg naših ribičev, ki so člani, in tako danes lahko beležimo, da že na jezeru lovijo, bom rekel, Italijani, lovijo Angleži, lovijo Madžari, Avstrijcev je precej in tako dalje. In to res z razlogom, da ujamejo kapitalno ribo, ker blizu, bom rekel, takih kapitalnih rib je težko najti, ne. In vsak se rad to poslika in to ribo vrne nazaj v vodo. To je pač tudi etika ribiška, da če ujame kapitalno ribo, potem je treba vrniti nazaj v vodo in s tem seveda omogoči tudi drugim ribičom, ki prihajajo, da pridejo do takšnih ulov, da se poslikajo, da nekje pokažejo. In bom rekel, kar par časopisov evropskih že objavlja naše
naše vode in prikazuje in kakšen živelj v njih živi. Ne. In ribiči, moram reči, da se ne samo, bom rekel, da se borimo, da bi to jezero postalo, bom rekel, en ribiški raj ali pa tudi turistični neki center, ampak tudi borimo se te, da bi ekološko osveščali ljudi okoli jezera, da poskrbimo tudi za ureditev in tako dalje. In tukaj večkrat tudi poprosimo za kakšno pomoč in ravno zdaj mislimo še nekaj stvari še urediti, kar se tiče tras, predvsem za ribolov z obtežilnikom, to pomeni za krapa, soma in tako dalje. Potem imamo tudi beličarjenje z plovčkom in pa seveda, moram reči, pa imamo dve lepe reke, to je pa Sevinja in pa Hudinja, na kateri so pa bolj muharski potoki oziroma reka in tam seveda, kjer so postrvi. Žal pa v naši reki ni več Lipana, ki je pred časom, bom rekel, čist se omaknil, preselil, predvsem zaradi tega, ker so te vode postale čedalje bolj tople. In on se seli v mrzle vode, tako da Lipana najdemo še kvečemo od Mozirja dalje proti Solčavi. Kjer so hladnejše vode, proti Zgornji Savinjski. Kako pa poskrbite za to, recimo, za ta živež v jezeru? Recimo, tudi to je eno vaše poslanstvo, zelo pomembno. Res je, če ne bi dobro gospodarili, verjetno ne bi bili interesantni za tuje ribiče in lahko povem, da letno vložimo ogromno mladic, ogromno rib in v jezero in v vode, ker imamo pač svoje jezera, kjer gojimo te ribe in jih potem ulovimo in prenesemo v lovske revirje. Tako da smo poznani po tem, da izredno dobro delamo in zdaj, če lahko v številkah govorimo, gre to kar v desetine ton letno vložka, ki gre v te vode, kjer potem ribiči uživajo v tem svojem športnem ribolovu in pa v tem športu, ki se mu reče ribolov. Tako, športni, če lahko to dopolnim, nas tudi zavezuje koncesija. Mi imamo z strani države urejene koncesijska razmerja. Kaj to pomeni, na primer? To pomeni, da moramo državi določen davek plačati, da lahko uporabljamo to vodo. Imamo tudi vodna dovoljenja in tako dalje, ampak ko mi dobimo koncesijo, seveda nas država zavezuje, da moramo pa tudi vlagati. To pomeni, da izlove pa to, ki jih opravijo ribiči, ki se tudi, bom rekel, največ pa se nam najškode dela pa kormoran. Kormoran nam leto par ton rib izprazni iz jezera, če računate, da en kormoran poje dnevno od 50 do 70 gramov rib, potem pomeni, če gnezdi na našem področju 350 kormoranov samo v... Se hitro lahko izčrpa. Lahko hitro izračunamo, kaj to pomeni od novembra pa do marca. Pa ne vem, obstajajo kakšne takšne stvari, da se ga malo rešite oziroma da zavarujete? Težko, ne? Žal. Kormorani spadajo pod resor lovcev in je zaščitena ptica. In tu imamo kar velike probleme, ker noben noče niti priznati škode, niti nadomestila, tako da ni enostavno. Je včasih kar ena vreča brez dna, vse skupaj. Ampak se trudite, 60 let je dolga tradicija, sploh za tovrstno družino, ribiško družino. Vse skozi, seveda, kot ste omenili, gospod predsednik, uvajate nove člane. Si jih želite, dejansko? Kdo je lahko, ne vem, mogoče športni ribič? Naša želja, kot sem že vodoma rekel, je, da bi čim več mladine pridobili v naše vrste. Zato se trudimo, kot sem rekel, z raznimi prezentacijami. Tudi lansko leto smo imeli en takšno prezentacijo v okviru Dnevu podeželja v mestu, potem na jezeru imamo razna srečanja in tako dalje. No, v letošnjem letu smo si pa zastavili kar precejšnje cilje z novim odborom, da obiskujemo tudi osnovne šole. Z ravnatelji osnovnih šol se bomo zdaj v kratkem poskušali oziroma vodstvom sestati, jih animirati, kako poteka to, kako bi lahko se vključila ribiška družina v prirodoslovne dneve in tako dalje in na ta način tudi poskušati čim več mladine. Ker namreč starostna meja v ribiških družinah, ravno kar smo imeli tudi skupščino Zveze ribiških družin, ugotavljamo, da je skoraj čez 50 let. To pa pomeni, da so to precej starejša populacija, ki lovi,
Res pa je, da v dnevnem času, to so dnevni ribi, mi jih pravimo dnevni ribiči, ne, ki kupijo karto za en dan in tako dalje, tu je pa precej mladih. Ne. In mi bi ravno te mlade, ki so, in pa tudi preko leta imamo eno možnost, da študenti in pa učenci kupijo pri nas karte enodnevne, tako za jezero kot Savinjo, in na ta način, po neki minimalni ceni, na ta način jih mislimo zainteresirati za ribolov. Da bi prišli v društvo, ne? Tako, ker gre konec koncev le za neko organizirano skupino, ki poskrbi za več stvari. Roman Gracer, predsednik nadzornega odbora ste vi, pa mi malo več povejte o tej skupščini, ki ste jo torej imeli zdaj pred kratkim, nova delovna telesa, torej se volijo vsake 4 leta, kot je seveda skoraj vsak statut društev to narekuje. Kaj ste pri vas delali? Kaj ste dobili novega? Ja, predvsem smo najprej analizirali delo v lanskem letu, ki je bilo zelo uspešno. En občni zbor ste imeli verjetno, ne? Točno tako, bila je kar lepa prezenca, oziroma prisotnost je bila izjemna, ker je pač volilno leto. In vsak od organov je podal tudi svoja poročila, tako da je na koncu bilo delo in pa upravljene storitve za 2014 na skupščini potrjene in pa predlagan je bil tudi nov odbor, oziroma novi odbor in nove funkcije, tako da evo, tu smo zato, da so nam dali zopet zaupnico, da lahko delamo in upravljamo z družino, tako kot smo jo tudi vodili do zdaj. Tako. Uspešni ste, prej smo se pogovarjali, ste rekli, da ste tako po uspehih zelo dobri na tekmovanjih, kot tudi dobri gospodarji, pa ne govorim o tem, da pazite seveda na jezero, o tem smo že govorili, da je to dejansko skoraj da vaša prva skrb, ne? Da ponudite zdravo okolje, ampak tudi finančno ste dobri gospodarji, kar je redkost danes, oziroma vsi kar malo pojamrajo večkrat. V glavnem vsa društva se financirajo članarin. Zdaj, če bi gledali samo članarine, je to zelo malo, oziroma je to samo en del tega, ker v vsake društvo nastajajo tudi stroški, sploh pač pri taki dejavnosti, kot je treba vlagati, ribištvo in pa vzgoja rib in pa tako naprej. Zelo se moramo truditi, da privabimo čim več tistih, ki kupujejo dnevne ribolovnice. Ker od tistih imamo potem dejansko vir financiranja vseh ostalih dejavnosti. Zato se trudimo, da postaja ribolov na Šmartinskem jezeru in pa na teh naših vodah popularen in da privabimo čim več tujih turistov, ker tu je potem ta vir, ki daje društvu tudi gonilno silo. Polovati naprej. Točno tako. Jaz bom zdaj tole pokazala, nekaj slik ste nam prinesli. Pa mi najprej mogoče kar povejte, no, če se vrnemo čisto na začetek, športni ribolov. Kaj to pomeni? Ne vem, kakšna je oprema, kje imate vaše pisarne, nekaj smo že omenili, ne, Šmartinsko jezero, ta biser vaš, ne, glavna pisarna potem obe reki. Ja, mi imamo glavno pisarno na Čopovi ulici v Celju, 19. Potem pa imamo še zahvaljujoč, bom rekel, prejšnjim generacijam zgrajena 2 lepa doma. Eden je na Brezovi na Šmartinskem jezeru, drug pa je na Goričici, pravzaprav na Blagoni mi imenujemo, kjer imamo v lasti tudi 5 vzrejnih jezer, kjer, bom rekel, vzrejamo oziroma dokupujemo razne ribe in jih potem krmimo in tako dalje in potem to je za vložek v naše jezero. Tako da to so, bom rekel, tiste glavne značilnosti ribiške družine, na katerih poslujemo. Kar se pa tiče ostalega, moram pa reči, da imamo razdeljena dela znotraj ribiške družine in sicer predsednik, 2 podpredsednika, potem je tukaj, tu so pa potem razne komisije. Moram še omeniti gospodarja, ki skrbi za ribolov in tako dalje, ker v zvezi s tem tudi spada v komisijo za gospodarjenje. Tu spada ena zadeva, mi imamo ogromno dela, ki morda nekdo ne ve, ker smo pač koncesijsko zadolženi za določene potoke. Sedaj veste, da se ogromno dela na področju vodovarstva in pa dela se ogromno na protipoplavne varnosti.
In tukaj seveda je treba vse te potoke pred deli, ki jih izvajajo izvajalci, potoke izloviti, ribe umakniti v druge prostore in seveda je tukaj tudi del naše dejavnosti varovanje naših rib v obdelih, ki se pojavljajo v samih vodotokih in jezerih. In na podlagi tega seveda je to tudi eden od prihodkov ribiške družine. Potem so pa še razne komisije, bom rekel, za obveščanje, delo z mladimi, potem je šport in rekreacija, tukaj moram posebej poudariti, da tekmujejo v slovenski ligi 3 ekipe in to v samem vrhu. Ena ekipa je plovčkarska, kot mi imenujemo, to je lov rib s plovčkom. Druga ekipa, ki bo v letošnjem letu, je to lov rib z obtežilnikom, ki lovi v glavnem krape in pa te težje ribe, in pa ekipa za moharjenje, ki lovi v teh rekah, če poznate moharjenje. Seveda za vsako tehniko tega ribolova je pravzaprav drug pribor. Palce za moharjenje so povsem druge kot za talni ribolov, za plovčkanje zopet, bom rekel, druge palce in tako dalje. Pa bom rekel, da še kup pribora je potreben, ki ga mora ribič imeti. Zaradi etike lova rib se ribe ne odlagajo v travo, v pesek in tako dalje, da se riba ne poškoduje. Treba imeti, na primer, blazine. Predvsem pri teh večjih ribah, potem razne mreže, kjer se vlagajo pri tekmovanjih in tako dalje in se te ribe žive nazaj spustijo v vodo in tako dalje. Tako da, če bom rekel ribič, pa mogoče bom rekel premalo, vrednost tega pribora pri moharjenju gre v tisoče, enako gre v tisoče tudi pri lovu z obtežilnikom in pa pravzaprav tudi s plovčkanjem isto. Palce so danes, bom rekel, kvalitetne palce se že sicer dobijo od 100 evrov naprej, ampak drage so pa tudi preko 1000 evrov in tako dalje. In zanesenjaki, ki lovijo na tem področju, seveda imajo če dalje boljšo opremo, če dalje boljše pogoje in tako dalje. V minutki 2 mi še hitro povejte, mi smo že pokazali nekaj slik, dajte mi malo pisati, no pa kakšne ribe so tole, ogromne, zdaj bo še kolega Branko pokazal malo bližje tole. To so krapi, ker naši res kapitalni krapi, ki živijo v... Tajš-Martinskega jezera. Tajš-Martinsko jezero. To so teluskinar, potem imamo... Koliko je tukaj kilogramov? To so tam od 25 do 36 so res kapitalci, tako da se lahko pohvalimo. Marsikdo nam zavida take kapitalce in veste, od zunaj je tisti, ki so lastniki jezer, ker v tujini je malo drugačne, tam ni državna lastnina, tam je privatna lastnina in če vedo ribiči, da je v jezeru kapitalc, potem je interes in pa privlačnost, seveda, in marsikdo bi dal za te krape ogromno denarja, da bi jih imel v svojih vodah. Mi jih pač žal imamo v svoji lasti in smo ponosni na to. Je pa tega kar ogromno že noter, lahko rečem. Ja, lepo, lahko bi še govorili marsikaj. Draga moja gospoda, smo veseli, da ste spet prišla v naš studio. 60-letnica, torej zdaj je že 63-letnico boste obeleževali, tako da uspeh upamo seveda, da še naprej vsaj toliko let, da boste dobili čim več mladih, ki bodo potem nadaljevali vaše delo, ki bodo znali ceniti naravo, delovati v skladu z njo in pa seveda čim več še takšnih rib in pa slik. Tako kot smo mi ponosni na minulo delo naših predhodnikov, upam, da bi tudi naši zanamci ponosni na delo, ki ga pač upravljamo ta trenutek, midva in pa vsi naši kolegi v vseh organih z tem našim društvom in smo lahko ponosni na to, da imamo tako... Mi bomo vsekakor skrbno načrtovali, delali, zaupane so nam te naloge in na ta način tudi poskrbeli za izvajanje vseh tistih ukrepov, ki so nam enkrat država naložila, enkrat pa člani. Tako. Nekaj že moram povedati, da ne bi slučajno kdo mislil, da je to neka plačana funkcija, to je vse volontersko delo. To je društvo. To je društvo in uživamo v tem, da
lahko nudimo in ponudimo športnim ribičem to, kar pač lahko v te naši Pa je marsikdaj delo v takšnem društvu večje plačilo, kot če bi ga izmerili v evrih, največje plačilo, kaj takšnega, pa druženje, pa dejansko, da vidimo, kaj imamo v našem okolju, da poskrbimo za vse to. Če je zadovoljstvo v družini, če najdemo skupni jezik, če so pravzaprav kot kompatibilni isto, bom rekel, včasih smo rekli v podjetju, če dihamo skupaj, potem ga ni denarja, na drugi strani je pa tudi bom rekel, eno zadovoljstvo, da je ribiška družina nekako raste, da so člani zadovoljni in na ta način tudi, bom rekel, se da marsikaj postoriti. Veliko uspeha še želimo, ko boste kje imeli še kakšno tekmovanje, nas lepo vabite, da še dejansko tudi v živo pogledamo, kako je izvleči takšno 30 in več kilogramsko ribo, pa morda še mi tudi malo pomagamo. Hvala lepa. Srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, nekaj oglasov, potem pa spet vabljeni v našo družbo. Velika, bombastična akcija Tuš trgovin. Vegeta 250 gramov, le €1,46. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Birobit, z vami že 25 let. Potrebujete novo računalniško opremo, potrošni ali pisarniški material? Ob 25. obletnici poslovanja so za vas pripravili zelo zanimivo in ugodno ponudbo. Prav tako ponujajo najem multifunkcijskih naprav proizvajalcev Canon, Kyocera in HP. Za vso opremo vam v razstavnem prostoru pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. Uredite si poslovanje gotovinske prodaje z blagajnami in programi za prodajo pred začetkom zakona o davčnih blagajnah. Z vami in za vas že 25 let Birobit Celje. Velika, bombastična akcija Tuš trgovin. Sveži motovilec 250 gramov, le €1,29. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Od dobrodelnega koncerta do ribiške družine pa zdaj k mednarodnemu mladinskemu pevskemu festivalu, ki bo že 31. po vrsti. Tudi letos ga pripravljajo v Celju. Več o njem pa Jerneja Kolar iz Zavoda Celea Celje. Jerneja, dober dan, dober večer. Ja, pozdravljeni. Če je bil pred 2 letoma naš festival jubilejni 30. festival, potem festival, ki se nekako pravzaprav spreminja z generacijami, vedno boljši je. Letos že 31. zapovrstjo. Od 15. pa vse tja do 19. aprila boste lahko Celjani in Celjanke spremljali petje mladih ljudi. Približno 1000 jih pričakujemo v našem mestu. Prihajajo pa iz Madžarske, Češke, Finske in Romunije ter sosednje Hrvaške. Med tekmovalnimi zbori pa so tudi predstavniki iz Slovenije. Ogromno število ljudi, pevcev
pevcev, mladih pevcev se bo torej zvrstilo v teh 4 dneh. Odkot vse prihajajo? Tako je, prihajajo, kot sem že rekla, iz različnih delov Evrope, iz Madžarske, Češke, Finske, Romunije, Hrvaške in pa Slovenije. Tekmovalni del se pričenja v petek 17. aprila, v četrtek 16. aprila se bodo v veliki dvorani Celjskega doma ob 19. predstavili torej gostujoči zbori iz Madžarske in pa Češke ter iz Zagreba oziroma iz Hrvaške. Naj povem, da pa se celotna prireditev Mednarodni mladinski pevski festival začenja s pesemco, to je pa območna revija pevskih zborov. Zelo zanimiva bo ta naša pesemca, pričenja se 15. aprila v Celjskem domu, prav tako ob 4:30 uri in še enkrat ob 19. uri. Tekmujejo pa zbori iz občin Celje, Štore, Dobrna in Vojnik. V četrtek 16. aprila se Mednarodni mladinski pevski festival začenja z minutko za pesem. Želimo namreč, da torej se ta melodija pač ponese tudi na ulice mestnega jedra. Naše mestno jedro je zdaj zares zelo lepo prenovljeno, tako da ga bomo izrabili tudi za to priložnost. Ob 11. v središču mesta na Zvezdi pričakujemo tako nastop skupine The Schlagers iz gimnazije Celje Center in pevskega društva upokojencev iz Celja. V popoldanskih urah oziroma od 18. ure naprej pa se bodo s kratkimi programi predstavili Pihalni orkester Celje, Pihalni orkester Ljubečna in komorni moški pevski zbor Celje. Z minutko za pesem nadaljujemo potem naprej še v petek 17. aprila. Ponovno bodo oživele ulice mestnega jedra oziroma središče mesta, torej tisto območje, ki mu pravimo na Zvezdi. Tokrat se bo predstavil trobilni kvartet Glasbene šole Celje, otroci vrtca Levček, enota 4-6 in sicer Don Bosco, ter mladinski pevski zbor 3. osnovne šole iz Celja. To je tudi dan, ko se bodo pričeli tekmovalni sporedi. Ob 3. popoldne bo v veliki dvorani Celjskega doma že prvi nastop oziroma prvi tekmovalni spored za otroške pevske zbore. Kasneje torej pa ob 5. uri popoldne pa še tekmovanje za mladinske pevske zbore in ob 18. ponovno minutka za pesem, kamor vas vljudno vabimo. Tokrat na poslušanje mešanega pevskega zbora gostincev iz Celja, pa Celjskega pevskega društva in pa pevskega društva pod Gradom. Ob 19. uri v petek zanimiv koncert iz ciklusa GM Odra in sicer godalni kvartet Arseja se nam bo predstavil. Simpatičen program so pripravili mladi ustvarjalci za torej ta večer, tako da zares vljudno in lepo povabljeni na dogodek. Ob 8. zvečer pa ponovno v Celjskem domu nastopi torej zborov. Nastopali bodo zbori iz Češke, pa iz Romunije, Finske, tako da bo zanimivo in pestro. V soboto že tisti drugi del, oziroma bi lahko rekli finalni del tekmovanja, ob 10. uri v Celjskem domu še zadnje tekmovanje in sicer tekmovanje dekliških zborov. Kasneje, torej ob 11. uri, minutka za pesem, tokrat na različnih lokacijah. Obiščite od 11. ure naprej ali mestno tržnico ali Krekov trg, pa trg pred mestnim kinom Metropol, središče mesta na Zvezdi. Tokrat pa bodo prepevali v minutki za pesem, torej tuji zbori, kar bo najverjetneje za Celjane še toliko bolj zanimivo in simpatično. Ob 15. uri bo v Celjskem domu glasbena delavnica in ob 19. koncert vseh prvouvrščenih zborov s podelitvijo nagrad in priznanj tistim,
najboljšim. In kaj jim bodo ta priznanja, nagrade potem pomenila? Ne vem, gre za mednarodni festival? Ja, tako je. Mednarodni mladinski pevski festival ima torej v tem tekmovalnem prostoru evropskem izjemno težo. Torej vsa priznanja in nagrade, ki jih zbori na tem tekmovanju dosežejo, imajo, bom rekla, izjemen pomen tudi za njihov nadaljnji razvoj. Torej, to je tudi v bistvu festival, na katerem zelo dobro izobrazimo torej pevovodje. Torej vsi ti pevovodje imajo zares v tem času torej tudi možnost nekako spoznavanja nekih novih veščin povezanih torej z razvojem pevske kulture, kar je seveda zelo pomembno pri njihovem nadaljnjem delu. Se pravi, tudi v petju je izjemno pomembno se uriti, učiti, vsakič je nekaj novega, ne? Verjetno, oziroma vse skupaj gre naprej. Tako je in seveda pomembno je, kako znajo ti torej posamezni zborovodje to prenesti torej tudi na same zbore, ki jih vodijo. Naj povem, da se v nedeljo 19. aprila potem zapirajo vrata tega simpatičnega in zares pomembnega festivala. Tudi tokrat z množičnim koncertom na Krekovem trgu, to je zares ena zelo lepa izkušnja. Točno opoldne se bo zapelo, kar nekaj več 100 otrok bo prepevalo, dirigirali bodo dirigentje, ki so hkrati tudi žirantje, torej Mednarodnega mladinskega pevskega festivala. Še to pa naj povem, da noviteta letošnjega festivala pa je, da smo v bistvu festival popestrili s ponudbo, ki je sicer del naše ponudbe koncertnega Bonmaja plus, tako imenovane celjske sprehode. Gre za sprehod po mestu Celje v družbi z lokalnim vodnikom, tokrat je to Uroš Mijošek, je eden najboljših vodnikov našega mesta. No, v njegovi družbi bodo ljudje lahko izvedeli vse in še več o mladinskem pevskem festivalu, o njegovem rojstvu, pa o tem, kako je mladi Oto očaral srca celjskih poslušalcev in še kakšno stvar. Zbirno mesto za vse, ki bi si želeli udeležiti tega vodenja, je pred vhodom v celjski dom, tako da vljudno vabljeni na ta dogodek in seveda ob 12. obvezno, torej na Krekov trg, kjer bo ta prekrasen množični koncert. V primeru slabega vremena pa upamo, da tega ne bo, pa se bo koncert zgodil v celjskem domu. Vse informacije še vedno tam kot ponavadi, a ne, Jerneja? Tako je, na trojnivceleja.info, na Facebook portalu v Celju smo Face. Je pa potrebno povedati, da je ob tej priložnosti bo izdana tudi drobna knjižica festivala s programom prireditev, ki pa bo na voljo torej v našem turistično-informacijskem centru na Krekovem trgu 3. Tako, tam bodo dobili še bolj podrobne informacije tudi o samih nastopajočih, ne? Tako je, torej vse potrebne informacije in seveda tudi možnost prostega vstopa torej na vse koncerte, z izjemo torej zgolj koncerta v petek godalnega orkestra Arseja, ki ga je potrebno plačati, pa tudi ta vstopnina je, bi lahko rekli, več kot simbolična. Ja. Tako. Jerneja Kolar, hvala lepa za te informacije. O vsem tem, kaj se bo dogajalo v aprilu, ne, v organizaciji vašega zavoda Celeja Celje, sva že govorili v pretekli oddaji, pa še spet kmalu te povabim v studio, da predstaviš majsko ponudbo vsega tega, kar počnete. Zdaj torej so, ne bom rekla najbolj glavni, ampak sva se osredotočili na eno stvar, gre za ogromen festival, torej 31. po vrsti, kar 4 dni traja, zato je že tukaj ogromno dogodkov, ne, ki ste jih morali pokriti in nekako jih soupeljati v ostalo dogajanje. Tako je, mislim, da bo mesto še bolj zaživelo, kajti, kot sem že rekla, torej koncerti ne bodo zgolj v celjskem domu, kjer je v bistvu nekakšen domicil vseh udeležencev festivala, pač pa bo torej ta pesem šla tudi na ulice, pa vsekakor bo ta pretok otrok, še enkrat naj povem, da jih
pričakujemo tam okoli 1000. Zanimiv tudi zaradi tega, ker jih bo pogosteje torej opaziti. Videti, ne? Tako so tudi izjemno lepo oblečeni, kajti nastop na festivalu je povezan torej tudi s tem, da seveda vsak zbor čim bolj dostojno torej predstavlja tudi svojo državo. Tako da ne v bistvu se ustrašiti, ko boste videli torej hiteti mlade ljudi, a ne, proti Celjskemu domu. Pridružite se jim. Tako je, se jim pridružite v čim večjem številu ali pa prisluhnite pesmi, ki bo donela po celjskih ulicah. Zelo lepo bo, verjamem, naj bo to en tak lep, prijeten vhod, vstop v pomladne dni. Jerneja, tebi pa zaenkrat hvala lepa, se slišimo in vidimo spet v našem studiu kmalu. Hvala lepa za povabilo in ja, naj bo seveda tale Mednarodni mladinski pevski festival tista prva močna pesem, če so naši ptički zaradi trenutno, bom rekla, ne preveč pomladnih razmer še malce tiši. Aprilsko vreme nas ne spravi v slabo voljo. Jerneja, hvala lepa in srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa še k zadnji rubriki nocojšnje tedenske izdaje. Tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Kmalu mi poteče vozniško dovoljenje. Zamenjava, kot vem, zame, ker vozim z očali, ni možna le na upravni enoti, ampak moram obiskati tudi okulista. Je prvi korak odhod na upravno enoto? Kdo je pooblaščenec za izdajo zdravniških spričeval splošnega zdravnika in spričeval za očala okulista? Je postopek dolg? Bi moral že takoj začeti urejati podaljšanje? V vašem konkretnem primeru je potrebno ob zahtevi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti staro vozniško dovoljenje, eno fotografijo, ki kaže pravo podobo imetnika vozniškega dovoljenja in ne sme biti retuširana. V primeru, da je bila veljavnost vašega vozniškega dovoljenja določena na podlagi na zadnje predloženega zdravniškega spričevala, v tem primeru morate predložiti novo zdravniško spričevalo, ki ga izda izvajalec zdravstvene dejavnosti ali pooblaščeni izvajalec na posebnem obrazcu v skladu z ustrezno prilogo, ki je sestavni del pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil. Ta pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu številka 47/11. Zato si v njem seveda lahko bolj podrobneje pogledate vse ostale pogoje. Pred podaljšanjem veljavnosti morate za to upravno dejanje plačati upravno takso v skladu z zakonom o upravnih taksah in sicer v znesku 15,6 evra. V primeru, da se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljšuje po prenehanju statusa voznika začetnika, se upravna taksa za podaljšanje ne plača. Toliko v današnji tedenski izdaji, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi in seveda vas k nam vabimo spet prihodnjo sredo. Do takrat prijeten pozdrav.